Za sodelovanje pri projektu Očetje in delodajalci v akciji smo se odločili, ker trdno verjamemo, da morajo očetje v današnjem hitrem svetu odigrati neko večjo vlogo v življenju svojih otrok, in če bo ta projekt pripomogel k temu, da bo vsaj nekaj dodatnih uric več na voljo za naše otroke, mislim, da bomo vsi lahko zadovoljni. Naša pričakovanja glede projekta so kar visoka. Zavedamo se in želimo si visokega zadovoljstva naših sodelavcev, prav tako naših potnikov. Naši sodelavci, vozniki, ki so srce naše storitve GoOpti, preživijo v vozilih s potniki več ur na dan, in če lahko s svojim zadovoljstvom doprimorejo k temu, da se nalezejo zadovoljstva njihovega tudi naši potniki, bomo zelo veseli. Ukrepe smo kar nekaj časa usklajevali in se na koncu odločili za 2 seta ukrepov. Prvi sklop ukrepov je namenjen predvsem sodelavcem v pisarni. Odločili smo se, da bomo spodbujali to, da se sestanki ne planirajo in ne sklicujejo po 14 uri. Potem smo se odločili, da bomo na predpraznične dni spodbudili sodelavce in omogočili odhod sodelavcem domov že ob 15, tako da nekaj več časa lahko preživijo pri pripravah na praznike s svojimi otroki. In seveda ta ukrep bo najbolj zanimiv. Želimo spodbuditi sodelavce, da najmanj enkrat, 2-krat tedensko res zapustijo službo, pisarno ob 16. Za voznike očete pa smo sprejeli naslednje ukrepe. Želimo se jim približati z ukrepom prerazporejanja voženj, da bi v času, na primer, uvajanja otrok v vrtec prerazporedili vožnje, na prvi šolski dan prerazporedili vožnje, tako da bi bili lahko očetje skupaj s svojimi otroki in da bi del popoldanskih in večernih, nočnih voženj prerazporedili v jutranje.